Mesec marec je tukaj, mesec, ki smo ga nestrpno pričakovali. Koga morate nahraniti v tem mesecu? Na kakšen način se bodo spremenile energije in kaj je največja priložnost v temu času? Pa tudi mečkeno naprej bomo pogledali, kaj prinašajo poletni in pa jesenski meseci. V svoji družbi hvaležno pozdravljena Lili, področje numerologije, in pa Jimmy, področje astrologije, pa tudi psihoterapija, ker glede na to, kakšne napovedi dobivamo, rabimo zraven še eno dozo psihoterapije, da to sploh sprocesiramo. A samo eno? Malo več. No, evo, pa smo tam. V vsakem momentu pa vam moram povedati, da je za vse nas mesec marec nekaj zelo, zelo posebnega in pripravila sem en poseben zapis, ki ga najdete na klepetobkavi.si in v temu mesecu oziroma danes to zagotovo še velja. Prejmete tole čudovito darilo in to je Zlati lotos, japonski kazalnik. Zlat, čudovit zato, ker vas spodbujamo k branju, k samoizobraževanju in seveda k temu, da preživljate svoj čas, ne tukaj ob ekranih, ampak mogoče ob knjigah. Bomo še potem pokazali tole zadevo. Zdaj pa, če gremo na marec, Lili je napisala, da bomo hranili notranjega otroka. Res je, ni to lepo slišati? Ja, to je najlepše slišati. Sploh, ko potem pogledam tvoj zapis za energije meseca aprila, kaj je treba se izresniti, kaj je otročje, pa kaj ni. Zato je pa fajn, da to damo mogoče ven marca, da smo tudi mogoče malo bolj igrivi, malo bolj nagajivi, malo bolj nezreli, da tudi malce petamo sem, pa da potem v aprilu ugotovimo, da nam to nič kaj dosti ne pomaga. Ok, se pravi, lahko smo malo bolj igrivi, lahkotni, je to tak mesec? Absolutno. Pa dajmo se spomniti, da otroček v osnovi je vedno nepokvarjen. Se pravi, 3-letnik, ki nam razbija kozarec, to naredi zato, ker ne ve, kaj je naredil. Da mogoče ne sodimo čisto vsakega na prvo žogo, pa ne mislimo, da nam hoče nekdo nekaj slabega, ker tudi to se nam lahko zgodi marca. Kaj? Da smo bolj ranljivi, pa da vsak komentar zelo osebno jemljemo, pa vsako objavo na socialnih omrežjih menimo, da je bila ravno za nas narejena in negativno oblikovana. Aha, ok. No, ampak če gledamo in spremljamo tvoje objave na Facebooku in na Instagramu, smo itak polni pozitive, ker imaš res dobre objave. Ja, hvala. Jimmy, ti pa imaš pravzaprav na seznamu, ki ga objavljaš tudi redno s tedenskimi horoskopi, kar nekaj datumov, ki pa je fajn, da si jih zapolnimo oziroma prepišemo, pa takrat opazujemo oziroma kar konkretno kaj naredimo. Začne se pa že kar 1.2., a ne? 1.2. je zelo pomemben. Generalno, marec bo eden od najlepših mesecev. V celem letu. Energetsko, astrološko, glede notranjega počutja. Res se bomo počutili ali pa občutili bolj senzibilni, mogoče malo ranljivi, ampak bolj v tem pozitivnem kontekstu, ker aspekti in planetarni položaji so taki, da bomo imeli vsi kar dokaj lepe priložnosti za duhovni, pa tudi poslovni napredek. Generalno marec je potrebno zelo izkoristiti, ker pol prihajajo meseci, ki bo zelo zahtevni. Aha, in še ta zelo zahtevni je zelo zapakiral, verjetno. Bomo kasneje o tem. Aha, ok, Pustimo marec, naj bo marec še lep. Začetek je zelo dober. Še posebej takoj na začetku, 1.2. marec je takoj dober za učenje, za biznis, za notranje dobro počutje. Sonce in Jupiter sta v zelo dobrem odnosu in potem sledi zelo zanimiv mlaj. Potem pa še imamo mrk v tehnici, odnosi, tako da mislim, da bo to eden od najlepših mesecev. Najlepših mesecev, se pravi, izkoristimo ga, mogoče tudi za kakšen oddih ali pa v pogled vase v tem smislu. Ampak če pogledamo, Lili, 2024 smo rekli, da je to vibracija števila 8. Ja. In zdaj trojka pa 8, tukaj je harmonija. Ja, to gre ful dobro skupaj. Se pravi, če je 8 tista, ki manifestira, ki pač organizira, ki gre logistika, ki želi biti učinkovita. Trojka je pa tista, ki ima zamisli, gre to fenomenalno skupaj. Tudi trojkica je v bistvu polovica 8, začne se z idejo, začne se z nekim prebliskom, začne se z nekim
z neko željo, bom rekla. Se pravi, če smo lahko marca, tako kot 3 leta star otrok, ki mu še nobeden ni povedal, da božiček ne obstaja in tako, s tem nekim zaupanjem, da je vse možno, bomo ful veliko dobrega naredili sami zase. Če sebe nacentriramo, tako kot je Jimmy rekel, nazaj na pozitivo, tisti, ki mogoče v tem trenutku jih bolj kot ne prežema strah, kaj bo, pa kaj ne bo, pa tretji bo kot nalašč za to. Tretji. Da spustimo spone tega, kar nas je omejevalo v otroštvu ali v preteklosti in da pač res si dovoljmo sanjati sploh. Se mi zdi, da v zadnjih letih smo mogoče to malo pozabili. Sanjariti. I wonder why. Res, to je čuden, res, ja. Res ne vem zakaj. Ravno danes, ko sem prihajala na tole naše srečanje, sem poslušala en podcast, ameriški sicer, kjer so 30 let nazaj ljudi spraševali, če bi imel eno res veliko skrivnost, koliko osebam, ki jim popolnoma zaupaš, bi lahko to skrivnost zaupal. In bolj ali manj so vsi rekli 3 osebe, da obstajajo take 3 osebe v njihovem življenju. No, potem so pa naredili eno veliko napako in so to raziskavo ponovili. Par let nazaj in številka, ki so jo večinoma vsi rekli, je bila 0. Se pravi, da ni več nikogar, ki mu lahko zaupaš svojo skrivnost ali ne vem, kakorkoli. Tudi meni se zdi najbolj žalostno, sami sebi smo v veliki meri tudi prenehali zaupati. Zaupati v to, da smo zmožni, da smo sposobni, da mogoče nam ne bo vse šlo, ampak to ne pomeni, da nam nič ne bo šlo. Se pravi to, da zelo smo začeli posploševati, da pač itak je bilo slabo in bo slabo in kaj lahko en sam naredi. Zelo veliko nekih izgovorov, nekih strahov, nekih zadržkov smo začeli iskati. Pa hkrati je verjetno tudi, ne vem, visoka pričakovanja verjetno? Absolutno, ja. Če si že omenila tole zaupanje. Marec je odličen za zaupanje. Marec je odličen, da se izpovedamo. Marec je odličen, da pridemo v intimne stike, da se povežemo, bodi si z naravo, so ljudi. Marec je čudovit mesec in ko si prej tisto omenila, kakršnekoli. Veliko planetov bo v znamenju rib, ne? Pa tudi sonce bo do skoraj pretežen del meseca v ribah in ribe so znamenje zaupanja, ne? Povezovanja. Ne? Tako da mislim, da bo ta mesec tisto raziskavo pobilo. Zdaj bi jo mogli delati. Vse za en mesec. Evo, v nadaljevanju, Jimmy, kot Lili vprašam tudi o naivnosti kot taki, mi pa tale trenutek poglejmo še aktualno dogajanje, kajti razpisali smo in odprli smo končno termine za Iš. Tokrat letos v mesecu juliju, tako kot ste želeli, vsako leto je bilo junija, pa kakšni šolniki niste mogli prideti. Torej, letos v juliju, pa potem tudi vikend za dušo se obeta v mesecu aprilu, pa na Ciper gremo in pa odprte so tudi prijave in trenutno še po zelo dostopni ceni lahko rezervirate Egipt pa tudi letos v mesecu oktobru. Preverimo torej aktualne dogodke. Praznujte pomladni solstici z nami. Vabljeni na zvočno kopel, tokrat v Mengeš. Tečaj zdravega hujšanja oziroma vitkanja se začenja že v začetku aprila. Prerojeni boste v 6 tednih in pozabili boste na hujšanje, samo še vitkanje in to za vse življenje. Regeneracijski boost teden na Cipru. Napredna klinika Neomet vas vabi, lahko se nam pridružite, še kakšno mesto je prosto. Vikend za dušo, da se pomirite, da se povežete sami s sabo, za več radosti in pa notranjega miru se bo odvijal na Bledu in sicer za vikend med 19. in 21. aprilom. No, letos poleti lahko greste z nami tudi na Altaj, s konji pod Sveto goro Beluho, to se nahaja v Sibiriji, in pa 7 dni za dušo in telo. Najmočnejša energijska točka Jadrana je na Ižu in tam bomo izvedli tradicionalne počitnice, ki so na nek način inventura življenja. No, jesen pa lahko začnete s enotedenskimi duhovnimi počitnicami v Egiptu. Letalo je iz Ljubljane, primerno za vse, tudi tiste, ki ne znate govoriti angleško. Prepustite se in odkrite Egipt z nami.
Evo, tole vabljeni na klepet.kavi.si, pod zavihkom dogodki, tam lahko najdete vse informacije. Sicer pa, kot smo rekli, zelo sem hvaležna, dragi gledalci, vem, da berete in jaz ponavadi sem zmeri uporabljala neke listke, obračala strani, pa marsikaj uporabljala za to, da sem si zaznamvala, kje točno sem pri knjigi, predvsem zaradi tega, ker ponavadi berem 5 knjig hkrati. In tole je eno tako lepo darilo, Zlati lotus. Ja, lotus. Tole je japonski kazalnik, prečudovit in evo, tole je moje darilo, dejansko tole je šlo iz mojega žepa, tako da to je moje darilo za vas, zaradi tega, ker imam eno tako osebno zadevo, ki sem jo v mesecu marcu nekako želela podeliti z vami in povezano je z ženstvenostjo, z takim bolj nežnim, sočutnim pristopom in tako naprej. Gremo nazaj k energijam meseca. Zdaj, ko smo vsi radovedni, kaj to je, gremo pa nazaj k energijam meseca. Mi dva kar striževa za vsi. Ja, boste mogla prebrati, ne? Kaj vam naj rečem. Drugač pa, dajte mi nekaj povedati. Veliko krat, ko sem razmišljala o tem, kako drugi deluje, pa kako jaz delujem, pa kako vse skupaj deluje, sem prišla do enega zaključka, da naivnost ni nujno, da je slaba. In da se včasih vidim, da se zavestno odločim, da sem raje naivna, kakor pa v bistvu v nekih negotovih vibracijah, ne vem, kakorkoli. Glede na to, da spodbujata na nek način naivnost v mesecu marcu, me zanima, Jimmy, kakšen pogled imaš ti na to naivnost? Ja, mesec marec je zelo povezan z naivnostjo. To je znamenje ribe, to so mistične ribe, znajo biti, ribica, energija rib zna biti zelo naivna, tako kot je prej rekla, otroška oziroma nedolžna. Spravi, tvoja naivnost bi jaz povezal z besedo nedolžno, čistost. Drugače naivnost ni glih najboljša lastnost v tem krutem svetu. Ja, recimo, če pogledaš, jaz poznam kar nekaj zelo, zelo dobrih ljudi, ki jih življenje konkretno tepe, ravno zaradi tega, ker so tako dobri in živijo neke iluzije, ampak pa se pa vprašam, a res, a mi zdaj živimo v svetu, kjer je prijaznost, pa ta nedolžnost slaba? Ne vem, če bi se rekla slaba, je pa zelo nehvaležno, če si naiven, če si pač nedolžen, tako kot je on lepo rekel. V numerologiji se to dejansko povezuje s številom 3. In recimo osebe, ki imajo v svojih osebnih izračunih veliko trojke, jim jaz dostikrat rečem, ja, imate mogoče občutek, da ste naivni, kar preprosto pomeni, da vidite dobro v ljudeh. Zdaj v idealnem svetu je to super, ker to pomeni, da bom jaz videla vse čudovito v tebi. Je pa res, da mogoče bom spregledala kaj takega, ker bi bilo fajn, da bi bila na to upozorjena. In tukaj se mi zdi, da pač ljudje, ki so naivni, je pomembno se zavedati, da niso neumni, ampak da pač živijo v nekem svetu, kjer verjamejo v dobro. In da to dobro, na žalost, kot si lepo poudarila, se pa trenutno izgublja. Trenutno je več vreden, da nekoga malo kakor pa, da si ti korekten in tako naprej. In lansko leto, poglej, so se te stvari lepo prepletale v seštevku 7. Sedmica simbolizira korektnost, integriteto, tudi takrat, ko nišče ne gleda, pa končnica 3. Tako da v letošnjem letu, ko bo pa na vse to še ego vam butnil, se bo marsikdo izkazal za toksično osebo, za manipulativno osebo. In na drugi strani seveda so potem ljudje, ki pa to kasirajo, da malo kar to rečemo. To je pa ponovadi mali človek. Največkrat pridni potrošnik. Tako. To je pa kar malo. Ja. Treba tako razlikovati naivnost od zanikanja. Pa unega, bom rekla, toksičnega, tistega pozitivizma, ki je vse super, čeprav ni. Pač naivnost, to, kar si ti omenila, jaz bolj dojemam dejansko kot pozitivna, realna idealističnost, da gledamo pozitivno na druge, da ne gledamo takoj negativno v tem kontekstu. Zdaj, kdo to ocenjuje? Ponavadi so to umetniki, umetniške duše, duhovni ljudje, ki jih bolj nekako porivajo v naivneže. Ampak naivneži v tem kontekstu so tisti ljudje, ki pravzaprav rešujejo svet. To si pa tako lepo povedal, ja. Dvigujejo vibracijo, čeprav največ kasirajo, To je pa davek, ja. To je pa davek, ja. No, še ena zanimiva zgodba mogoče. Jaz sem v svojih najstniških letih naredila tudi en eksperiment
In sicer znana sem bila potem, da zmeri puščamo vse odklenjen, avto pa tako naprej, pa v Ljubljano sem se preselila, ne? Vse je odklenjeno, je bilo vse v redu. In pa mi povejo, pa ne moreš, pa ti si zdaj v Ljubljani, pa to, pa med bloki, pa ti moraš ful zaklepati, pa to, a ne. In sem rekla, zdaj pa naredila eksperiment, bom pa en mesec ful zaklepala, pa prav s strahom zmeri odšla od avta stran in to. Po enem tednu so mi vdrli noter, pa vzeli ubogi radio za 30 evrov. Mislim, a sem si to preklicala, a je bilo neključje, kako misliš? Jaz mislim, da si preklicala. Saj, tudi če pogledamo tako v življenju, ne, danes bo slab dan, glava me bo bolela, če bom to afirmirala, se mi bo to zgodilo. Se pravi, če sami znižamo svojo vibracijo, seveda pritegnemo nižjo vibracijo. Ok, kaj pa ti? Pač imela si nesrečen dan. To, kar si zdaj povedala... Luna ni bila poravnana in... Tvoja zgodba je pravzaprav moja zgodba. Jaz sem 81 leta se preselil v Ljubljano, jaz sem imel tudi ta problem. Jaz sem vse puščal odprte in sem rabil 1 let pa pol, da sem se navadil stanovanje zaklepati, ne. Avto itak, ne, še zdaj ga imam vedno odprto in stalo mi ona moja govori, daj zaklepaj. Zdaj, ko sem v mestu, takole, ok, sem se že navadil, ne, ampak evo, ista tvoja zgodba, ne. Res pa, da mi še niso odrli, tako da upam, da tudi... Ampak nisi šel v to energijo, ne? Ja, nimam teh občutkov, da bi mi Vsi tako iščemo parking, če vnaprej jamraš, kako ga ne boš najdel, ga verjetno tudi ne boš najdel. Jaz imam tle pogodbo, kakor s komarji, jaz zmeri najdem parking in to zmeri tam, kako hočem. S tem, da sem zadnje par mesecev se odločila, da je meni to postal dolg čas, da zmeri od spredi najdem parking in da itak moram nekaj korakov narediti, ne, v dnevu. In da če najdem parking malo dlje, pa se več sprehodim, je to bolj za moje zdravje. Je pa tudi ena razlika med tvojim avtom in tvojim in mojim avtom, ne. Tvoj bolj kliče po vdoru, moj ne. Je bolj vabljiv. Ne bi rekla. Bolj tako promising. Če pogledaš, koliko je blaten, bi človek rekel, 5 stran, to je en gozdni joža. Ampak, vendarle, 3.3. je torej tisti dan, ko bomo malo spustili in se osvobodili. Zelo lahko uporabimo to energijo, res tega 3-letnega starega otroka, ki še res verjame, da je vse možno. Saj kje pa imamo potrdilo, da ni možno? Saj v resnici je zelo malo stvari, ki so res. Zdaj, če jaz prevedem to, kar slišim od vaju, je, dajte si vzeti ta mesec za to, da je lahkotno in vse ostalo zaradi tega, ker če se zdaj ne bomo malo gor dvignali, bo potem ta padec še težji. Ja? Ta mesec je idealen, ne. Ta tretji, eno opozorilo, še posebej za tiste, ki so v zvezi, da pazijo, da jim nekatere ideje bojo padale nenavadne, ne. Kaj, skok čez plat? Nekaj tasga, ja. In energija je v tem kontekstu, radi bomo raziskovali zelo in prebliske bomo dobivali in tukaj moje opozorilo, umirite se, počakajte dan, dva, spet se bo umirilo. Pride pa mine, praviš. Pride pa mine, je pa res, da in Venera prihaja v Ribico, ne, to je v bistvu en od najboljših položajev. Preden se je začela oddaja, nekaj si mi govorila o nosečnosti za nositvijo. Marec je idealen za to. Število 3. Mars prihaja... Saj tudi v šamanizmu pravijo, da je to čas, kjer so se... Zelo ugodni momenti, tisti, ki planirajo karkoli, fenomenalen čas. Fenomenalen čas. Pa že zelo ploden. To pa pomeni december, januar? Zračunaj, ja. No, če bo naravni prirastek se statistično pokazal v tem času, možda bo posebno plaketo. Sjajno. Še kakšna končna misel za tale mesec marec, ki bo več kot očitno zelo lahkoten? Ostajati lahkotni. Zakaj bi bil tu sam marec? Dajmo čim več te energije vzeti sabo tudi naprej. Ker jo bomo rabili. Spravi, konc meseca imamo mrk v tehnici in to je idealen čas, da uredimo svoje odnose, da utrdimo svoje odnose, da izboljšamo
In tudi na poslovnem planu je to tudi zelo odlična energija. Ne? Spravi, začetek in konec marca je zelo zanimiv, vmes bojo pa zelo lepe energije. So tu pa tam kakšne napetosti, ampak generalno marec bo zelo lep. Je pa res, da moramo opozoriti, da se tudi narava prebuja, ampak to bomo naslednjič. Naslednjič kaj več o tem. Torej, če želite potem realen stik z zemljo, glejte, energija meseca aprila, ko sem pogledala priprave, sem bila kar malo šokirana, ampak dajmo zdaj rej brati pa početi kakšne zanimive zadeve. Evo, še vedno tale zlati lotus, dajte si pogledati zapis, ki sem ga pripravila in pa izkoristite, če si želite. Tole ni moč kupiti, to se samo podarja. Ena taka luštna zadevica, pa bom v tej priložnosti še tole odprla, če mi bo le uspelo. Takole dobite zapakirano, tudi lepo darilo za vse tiste marčevske dneve, ki prihajajo in takole to tudi izgleda. Nekaj lepega, da si boste lepo pokazali, zacahnali, kje se nahajate pri branju. Lotus ima tudi poseben namen in rabimo tole energijo zdaj v tem času. Če ne verjamete, poslušajte energije meseca aprila. Hvala lepa in lahkotno v mesecu marcu.